Uradno smo kresovali. Budnica, nagelj in golaž. Zagorelo za vajo. Strategija razvoja podeželja. Zaključuje se razpisno obdobje. Atletika ostaja kraljica športa. Prijeten dober večer vam želim. Na predvečer praznika dela so po vsej državi zagoreli kresovi in nič drugače ni bilo niti v občini Medvode. Poleg številnih manjših zasebnih kresov, v katerih so občani pokurili les, ki je ostal od lanskega žledoloma, so v občini zagoreli tudi 3 uradno pripravljeni. Naša ekipa je bila povabljena na 2 kresovanj v Zgornje Pirniče in v Goričane. Ogromno dela s papirji, tako da je samo zbiranje kurjave s pomočjo prostovoljcev za organizatorje pravzaprav mačji kašelj, je bil zadnja leta razlog, da uradnega kresovanja v občini Medvode ni bilo. Zato smo bili toliko bolj veseli letošnjega povabila na 2 kresovanj strani PGD Zgornje Pirniče in turističnega društva Goričane Vaše. Kasneje pa smo ugotovili, da je bilo kresovanje prijavljeno tudi strani gasilcev PGD Spodnje Pirniče Vikrče za Vrh. Naša ekipa se je sprva odpeljala v Zgornje Pirniče, kjer so ob zvokih medvoške godbe najprej zagoreli leseni pani, ko se je stemnilo, pa tudi kres, ki so ga postavili pirniški gasilci. Še predtem pa so morali zadostiti tudi vsem uradnim pogojem za organizacijo kresovanja. Da vam napovem, da je toliko enih stvari, kar se tiče papirologije, da te res mine vse skupaj. No. Vse hočejo imeti, čisto vse hočejo imeti in dejansko smo dobili papirje včeraj ob 3 popoldne. S podobnimi občutki so naporno pripravo opisali tudi organizatorji kresa v Goričanah. Ja, z birokracijo kar nekaj dela, ampak želja po vnovični obuditvi kresa je premagala to in smo ga res izpeljali. Koliko ljudi je sodelovalo pri pripravi? Pri samem kresovanju sodeluje 60 ljudi, tako da jaz se bi že zdaj najlepše zahvalil, ker brez njih ne bi zmogli tega. Še najmanj težav so oboji organizatorji imeli z zbiranjem lesa. Po lanskem žledolomu je namreč v gozdovih ostalo še veliko padlih dreves in vejevja. Ja, seveda, saj roba je dosti posod okrog, to da dejansko je treba samo malo pospraviti, pa hitro kresle. Tudi prizorišče se mi zdi, da je kar idealno. Ja, to je naša parcela, dejansko je parcela namenjena za zidanje novega gasilskega doma. Ampak mi jo pač, ker papirjev še nimamo, sredstvo tudi dejansko še ni in jo koristimo za pripravo veselic in takih dogodkov. Letošnji mlaj v Goričanah pa je bil nekaj posebnega, saj so s poseko drevesa storili tudi dobro delo. Vemo, da je februarja lansko leto žledolom pustošil po naših gozdovih in smo se odločili, da posekamo smreko, ki je ogrožala človeka, in tako smo gospodu, ki je rasla smreka pol metra od hiše, posekali. Uradno organiziranih kresovanj pa so se najbolj razveselili občani, saj je predvečer praznika dela vendarle dogodek, ki je tradicionalen in značilen za naše okolje. To je res nekaj pozitivnega, kar nekaj let ni bilo v Medvodah, se nič ni dogajalo. Jaz sem se ponovadi usedel v avto in sem se vozil, kje je kakšen kres in ga ni bilo niti v Goričanah, niti v Zbiljah, niti v Pirničah. Zdaj pa vidim, danes je in v Goričanah in v Pirničah, mislim, da je v Zbiljah tudi. In to more biti, ne? Drugače ni 1. maja, ne? Nimaš občutka, da je 1. maja, če ni tacgale večera in kresa. Ne? Tak velik kraj, veliko se ljudje nimamo več časa dosti družiti, se mogoče saj dobimo ob takih primerih, kot je ta kres. In mislim, da je to prav in da bi bilo tega treba čim več. Ne kres, samo kres, ampak vse ostale prireditve, tako se ljudje spoznajo, stopijo skupaj in marsikaj dosežejo, kar sami tudi ne bi zmogli. Ali praznujete praznik dela? Praznujem, zakaj pa ne? To je najlepši praznik, kar je, ko vse zelen. Ja, zakaj? Zato, ker je vse zelen, pa vse vesel, ne? Poglejte na Rožniku, kakšna tradicija je. Praznik dela naj bi bil, ne? Pa po dolgmu času en kres klele v Goričanah, a nekega toliko časa že ni bilo, ne? A je tako? No? Ste ga težko čakali? Tako pa drugače, v glavnem. Fino je, no, fino je. Pivo se toči, je se, ne? Dolg čas nam ni. Prvomajsko kresovanje je bilo sicer plod naših prednikov, ki so verovali, da bo kresnik, moški simbol ognja in kresa, ki je ponazarjal tudi sonce, pomagal bogini Maji, da bo letina bogato obrodila.
Po čikaških demonstracijah leta 1886, ko so se delavci borili za več pravic, med drugim tudi 8-urni delavnik, pa je kresovanje postalo uvod v praznovanje praznika dela in ta tradicija se je ohranila tako močno, da je kresovanje postalo simbol praznika. Situacija v naši državi kar kliče potem, da bi delavci vsaj na ta dan močneje izražali željo po uveljavitvi svojih pravic. Po mnogih državah se namreč na ta dan odvijajo tudi številne demonstracije, vendar Slovenci praznik dela bolj malo povezujejo s pomenom, temveč ga vzamajo bolj za dela prost dan in predvečer ob kresu kot čas za veselje in druženje. Je delo danes vrednota, smo povprašali nekaj sogovornikov. Eni ga dajo vrednoto, eni pa ne. To je nekam, kaj vem, vse bolj nekam zmešan ratal že, ne. Eni, mi smo to včas velikrat praznali, Oring, ne, tale dan 1. maj, pa 2. maj, pa tako. Delo sigurno je in bo vrednota, je pa problem glede na to, kakšna je situacija trenutna, da mladi nimajo dela, to pa je problema, ne, tako da za nas je že bilo, kaj bo pa za tole generacijo, je pa vprašljivo, ampak vseeno, imejmo upanje, ker upanje umre zadnje in upam, da se bo vsaj v nekaj letih stvar spremenila na bolje, da se bo mladina zaposlila in potem bo ta praznik še bolj prišel do veljave. Kakšen je pa položaj delavca danes v Sloveniji? Delavci se mora boriti tako, kot se mora vsak boriti, ne? Vi ste zadovoljni s svojim delom? Sem zadovoljen. Delodajalec je tudi v redu? Med delodajalcem in delavcem vedno vlada neka napetost. In če je ta napetost kreativna, potem sta oba zadovoljna. Je danes bolje ali slabše? Ja, po nekih stranih bi mislil, da je boljš. Kakšni recimo? Ja, ko je. Danes je vsega dost. Včasih je pa manjkalo. Katastrofa, ne, kaj se dogaja zdaj. Jaz sedaj izviram iz tiste generacije, ko je bilo res delo spoštovano, ko je bil delavec spoštovan. Zdaj pa vidimo, kaj se dogaja v podjetjih, to je kapitalizem iz 18. stoletja. Redke so tiste podjetja, predvsem privatna podjetja, ki dejansko pomenijo še delavec neko kvaliteto in neko osnovo za podjetje, recimo pri Krapoviču ali pa še po tem znanem podjetnikom, drugače pa gledam, človek bi se zjokal, no. Če je delo danes še vrednota, ja, manj vredno je sigurno, ovrednoteno bi lahko bilo bolje. Ampak je pa fino, da se takole dobi narod, občani in se poveselijo po dolgem času in da zopet zagori kres. Pa sicer danes ste prišli praznovati ali samo na druženje? Vse sem tle doma, ne, ja, na druženje, pomagati, ne zmeraj delam, ne, prej gasilca, jaz sem že skoraj 60 let gasilc, ne. Uradni kresovi so letos goreli toliko časa, kot so jim dovolili papiri. Tisti v Zgornjih Pirničah do polnoči, v Spodnjih Pirničah in Goričanah pa do 3 zjutraj. 1. maj je zaradi vseh njegovih pomenov in zgodovine poln simbolike in običajev. Enega lepših ohranja godba Medvode, ki praktično od začetka svojega obstoja pripravlja budnico. Letos ni bilo nič drugače. Že navsezgodaj so nas s koračnicami zbudili člani godbe Medvode. Tradicionalno praznično je bilo tudi na Katarini pri Dobnikarju s prvomajskim golažem in nepogrešljivimi nageljni. Naša kamera je nekaj čez 10. uro godbenike pričakala pred centrom starejših Medvode. Tamkajšnji prebivalci so že z nestrpnostjo pričakovali prihod godbe, ki jim z budnico vsako leto popestri prvomajske praznike. Tradicionalno delovni dan se je za godbo Medvode sicer pričel že ob 6. uri, ko so se zbrali pred godbenim domom na Svetju. Potem pa nadaljevali še malo po Svetju, do restauracije oziroma gostilne Bencak, Preska, Vaše, Draga, Sora, Senica. Sedaj smo v domu starejših občanov, potem pa nadaljujemo še pot v Pirniče, Smlednik, Zbilje in na Katarino. Kot veleva zapoved, godbeniki občanom z glasbo popestrijo praznični 1. maj, ti pa jim vrnejo s prijaznim sprejemom, ponekod se opogumijo in pripravijo tudi manjšo pogostitev.
Kakšen repertoar izberete za današnji dan? Zelo zahteven. Študirali smo, da bi dali Fantoma iz opere Hecense. Koračni se igramo, seveda. In kakšen sprejem doživite med ljudmi? Vas pričakajo? Kako vas pričakajo? Nekje zelo, zelo lepo. Nekje nas samo opazujejo. Tako da tlele, naprimer, ste videli, je pa zelo hvaležna publika. Melodije koračnic, ljudskih venčkov in drugih priredb narodno-zabavne glasbe so na balkone sob in skupno teraso zvabile prebivalce centra starejših, ob veselih ritmih pa sta se prebudila duša in telo. Zelo lepo, komi sem jo čakala, res. Smo čakali z veseljem, smo vas sprejeli, pa lepo so naredili. Vsak let počakamo, da vidimo hodbo Medvode. Kar zadovoljno malo, da malo zabave imamo, pa malo takole, da pride kdo nam zapet, zaigrati, pa tole, da smo veseli, pa da poslušamo z veseljem. Praznični dan je godba letos zaključila pri Dobnikarju na Katarini, kjer že 12 let pripravljajo tradicionalno prvomajsko praznovanje. Obiskovalce tam pričaka živa glasba, okusen golaž in rdeč nagelj, simbol delavskega razreda in 1. maja. Začel se čisto spontano, dajmo malo nageljčkov, dajmo obuditi to. Potem se je pa to kar iz leta v let začeli in tako da smo zdaj pa šlo že v tradicijo. No? Pa že desetletje je že kar lepa doba, se je kaj spremenilo v tem času? No, seveda se je spremenilo, marsikaj se je spremenilo. Način življenja, situacija, ampak jaz mislim, da se vse to skupaj malo popravlja, tako da optimistično. Pokukali smo tudi v kuhinjo, kjer je hišni kuhar Toni svojo pridno ekipo pripravil za 150 porcij golaža. In kakšna je skrivnost dobrega prvomajskega golaža? Veliko čebule, dober meso, pa malo skritih začimb še. In kaj se danes poleg golaža še najde na meniju pri Dobnikarju? Danes se od kosilov iz svinjsko s telečjo pečenko, razna jagenčkova zarebrnica, testenine, špargli, pečen sir, kar nekaj takih stvari še. Kislo vreme je sicer tokrat poskrbelo za nekoliko manjši obisk kot sicer, a kljub temu se je nabralo lepo število tistih, ki vsakoletnega običaja ne izpustijo iz rok, bodisi zaradi obujanja spominov, tradicije ali pa zgolj redne rekreacije. Do zdaj še veliko let, zelo veliko. No, ampak glede na to, da me malo leta že matrajo, bomo videli, kako bo za naprej, ne? Če se bo ledalo, bomo še kar zdržali naprej, ne? Vsako leto in to gremo še celo na Grmado in potem na Polhograjsko, Grmada, potem pa na Gonte, potem pa sem nazaj na kosilo. In obvezen postanek torej tudi pri Dobnikarju. Kaj vam je najbolj všeč tukaj? Hitra postrežba, pa dobra hrana. Pridete zaradi golaža, zaradi nageljčka, zaradi praznika? Vse skupaj. Ko pa vi sicer praznujete oziroma dojemate praznik 1. maja, se kaj spreminja skozi leta ali ostaja pomen tisti pravi? Jaz mislim, da bledi za delavce. Ni več tistega žara, ni več, kot je bilo včasih. Včasih bo bolj udaren, bolj tako. Zdaj ni toliko, zdaj se malo se je potegnil nazaj. Ne? Kako pa je 1. maj preživeti delovno, pa iz prve roke vedo povedati prav gostinci. Za nas je to tako kot vsak dan, ni nobene razlike, to je naš poklic, to je naša služba in mi prav z veseljem delamo vse sobote, vse nedelje, vse praznike, to nam je poklic, ne? Smo pa en drug dan prosti, če si ga hočemo vzeti. Naj živi torej 1. maj, naj živi delo in naj se mu povrneta čast in oblast. Če pa že ne, pa bosta ostala vsaj veselje in nostalgija ob njegovem prazniku, a kot pravijo naši gostinci, z optimizmom naprej pa bo šlo. V znamenju letošnje 60-letnice obstoja prostovoljnega gasilskega društva Zbilje je v torek na Jeprci potekala gasilska vaja. Sodelovalo je vseh 6 medvoških gasilskih društev. Pridružili so se tudi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče. Eden od namenov vaje je bila kontrola, ali je možno zagotoviti zadostno količino požarne vode. Temu primerna je bila izbrana lokacija, kajti Jeprca nima svojega hidrantnega sistema. Gasilci so vajo uspešno izpeljali.
Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Medvode v torek na Jeprci organiziralo gasilsko vajo v znamenju 60-letnice obstoja društva. Gre za začetni dogodek ob letošnji obletnici, obenem pa tudi za preizkus pripravljenosti gasilcev in zmogljivosti njihove opreme. Namen današnje vaje je bil ugotoviti, koliko samooskrbni smo gasilci v Medvodah s požarno vodo. Se pravi, ali lahko pripeljemo zadostno količino požarne vode na samo požarišče. Jeprca je pač z tega vidika zelo specifična lokacija, ker tukaj ni hidrantnega omrežja in je bila tako ena od idealnih lokacij, da smo to lahko danes tudi preizkusili. Gasilci so ugotovili, da so s težavo na kraj pripeljali zadostno količino požarne vode, čeprav sta dve cisterni nenehno dovažali vodo iz dveh odozemnih mest. Ja, jaz mislim, da smo pač dokazali, da za samo vajo, da je pač težava pri dovozu vode. Dve cisterni sta konstantno dovažali vodo iz papirnice Goričane, kjer je bilo eno odzemno mesto, in pa iz hidranta pri nekdanjem gostišču Gustelj v Zbiljah, kjer je bilo drugo odzemno mesto. Zdaj, imeli smo kar nekaj težav, da smo lahko celo vajo izpeljali tako, kot smo si zamislili. V prihodnosti bi bilo dobrodošlo, da bi na Jeprci bil vzpostavljen hidrantni sistem, kar bi delo gasilcev v primeru požara močno olajšalo, manjša pa bi bila seveda tudi škoda. Poleg preverjanja, ali so na kraj požara zmožni pripeljati zadostno količino požarne vode, pa so gasilci preizkušali tudi komunikacijski sistem. Ja, Gasilska zveza Medvode želi v bližnji prihodnosti vzpostaviti nek mobilni center vez, tako da, bom rekel, te UKV postaje z anteno, agregatom lahko v končni fazi nosimo tudi sabo po terenu. To je pa predvsem namenjeno našim pohograjskim dolomitom in drugim odročnim točkam, kjer so na področju slišnosti črne lise in pa seveda ob večjih intervencijah, recimo takih, kakršna je bila današnja vaja, kjer nastopa 4, 5, 6, 7, 8 ali pa še več gasilskih društev. Seveda je oprema tega centra odvisna od financ, ampak nekako zdaj se že eno leto trudimo, da bi to naredili, pa upam, da bomo tekom letošnjega leta zadeve lahko še kaj dopolnjevali. Med vajo so se preizkusili tudi bolničarji, ki so skrbeli ponesrečence, med njimi tudi gasilca, ki si je zlomil nogo. Ne zares, seveda. Na vaji je sodelovalo vseh 6 medvoških gasilskih društev. Ker pa je avtocisterna gasilskega društva Preska na popravilu, so pri vaji sodelovali še gasilci iz Mavčič. Vajo so gasilci opravili uspešno, temeljita analiza pa še sledi. Na to, kakšna je bila mikrolokacija same intervencije, je bilo na pomoč poklicano tudi Gasilsko društvo Mavčiče iz 7000 litrov vode iz sosednje Gasilske zveze Kranj. S tem se tudi, bom rekel, vzpostavlja oziroma ohranja medtovariški odnos gasilcev, ki načelno ne poznamo niti vaških, niti občinskih meja. Tako da, kar se pa tiče same oskrbe z vodo, pa mislim, da je bila na zadovoljivi ravni, tako da smo porabili tudi tisti najbližji hidrant. Načelno je dal nam večje količine z boljšim pritiskom, kot smo pri pripravi vaje računali na to. Ob realni situaciji pa težko zdaj reči, da bi bilo to res zadostna količina, to ne bi bila zadostna količina. Prvi dogodek ob 60-letnici obstoja prostovoljnega gasilskega društva Zbilje se je tako zaključil. Sledijo pa še slavnostna seja, ki se bo odvijala 15. maja, 16. maja pa bo sledila še proslava s parado. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, v katero je vključena tudi občina Medvode, je zadnji teden v aprilu na svoji spletni strani objavila 2 javna poziva. Poziv za članstvo v lokalni akcijski skupini, ki jo skupaj ustanavljajo naša občina in občina Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin in Vodice, ter javni poziv za predložitev projektnih predlogov za strategijo lokalnega razvoja v perspektivi 2014-2020. Lokalni razvoj naj bi se izvajal po principu od spodaj navzgor, kar naj bi lokalnemu prebivalstvu omogočalo, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve.
Že januarja je bila v sejni sobi občine Medvode prva delavnica, na kateri je bila zainteresirana javnost obveščena o tem, da se ustanavlja lokalna akcijska skupina, skupna za 6 občin, ki doslej edine še niso bile tovrstno vključene v pripravo strategije lokalnega razvoja. Konec aprila je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, ki vodi postopke ustanavljanja lokalne akcijske skupine, že pozvala vse zainteresirane k včlanitvi v lokalno partnerstvo. To naj bi bilo sestavljeno iz predstavnikov javnih in zasebnih subjektov, ki imajo sedež ali pa so dejavni na območju teh 7 občin. V občini Medvode si želimo, da bi to priložnost zaznalo čim večje število akterjev lokalnega razvoja. Sam koncept LAS temelji na razvoju od spodaj navzgor, torej se spodbuja projekte, ki jih predlagajo občani sami. Predvidevamo pa, da se bo priključilo največ društev z področja turizma, različne zveze, združenja, vabljen privatni sektor, kmetovalci, podjetniki in pa seveda predstavniki javnega sektorja, predstavniki občine in javnih zavodov. Vsi, ki bodo namero o članstvu oddali v roku, bodo med ustanovnimi člani. Priključevanje novih članov pa bo mogoče tudi kadarkoli kasneje. Katere so tiste prednosti, kaj konkretno pomeni članstvo v lokalni akcijski skupini in seveda tudi mogoče kakšne odgovornosti to prinaša sabo? Ja, pravice vseh članov lokalne akcijske skupine so, da sodelujejo pri odločanju in soupravljanju, torej so prisotni na skupščinah, glasujejo, so lahko voljeni in volijo, ter sodelujejo pri pripravi lokalne strategije. Seveda so člani tudi prvi seznanjeni z vsemi projekti in potekom del, hkrati pa je njihovo sodelovanje tudi njihova obveznost. Pričakuje se, da bodo člani sodelovali med seboj, da bodo prenašali izkušnje in pa da bodo upoštevali pogodbo ter vse interne akte LAS-a. Seveda je tukaj še ena manjša finančna participacija, ki pa je za privatni in za nevladni sektor zgolj simbolična. Hkrati je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije pozvala zainteresirano javnost, da do konca junija predloži projektne predloge, ki bi jih bilo možno umestiti v strategijo lokalnega razvoja za celotno programsko obdobje 2014-2020. Kakšne projekte naj bi predlagali člani oziroma vsi zainteresirani za sodelovanje? V kakšni smeri gre ta strategija razvoja na podeželju do leta 2020? Ja, v tej prvi fazi zbiramo različne predloge za projekte, torej vabljeni vsi, ki imajo kakšne ideje, da jih posredujejo. Pripravljalec gradiv pa bo strategijo zasnoval tako, da bo pokrivala čim širši krog teh idej. Uredba CLLD, ki je temelj za vzpostavitev LAS, pa spodbuja predvsem projekte, ki omogočajo ustvarjanje novih delovnih mest, projekte, ki temeljujejo na spodbujanju razvoja kulturne in naravne dediščine, projekte, ki vključujejo mlade, ženske in druge ranljive skupine, ter projekte, ki skrbijo za razvoj osnovnih storitev na podeželju. Vi mogoče kakšen prav konkreten projekt na področju občine Medvode že imate v misli? Ja, občina bi si zagotovo želela kaj povezano s kolesarskimi progami. Potem so tukaj še razne naravne danosti, ki jih bi bilo potrebno razvijati, mogoče mokrišče v Hrašah, krajinski park, Polhograjski Dolomiti, Zbiljsko jezero in podobno. V tem trenutku se čaka na objavo vladne uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki bo po dolgem usklajevanju odgovorila na nekatera še odprta vprašanja glede dinamike in načina ustanavljanja in delovanja lokalnih akcijskih skupin v novi perspektivi Evropske unije. Po naših informacijah je uredba CLLD v zadnji fazi, čakamo na objavo strani vlade, tako da tudi v tem trenutku še ne moremo natančno reči, kakšna sredstva bodo zagotovljena za našo lokalno akcijsko skupino. Smo pa izračunali, da po zadnjih osnutkih bi lahko pridobili cirka 2 milijona evrov v tej perspektivi, torej od leta 2014 do leta 2020. Predviden terminski plan ustanavljanja lokalne akcijske skupine je sicer organiziranje 3 delavnic v mesecu maju, ena od njih v Medvodah. V juniju priprava partnerske pogodbe in ustanovne skupščine, do konca avgusta priprava strategije tudi na podlagi predlogov zainteresirane javnosti in ob prvem možnem roku oddaja strategije v preverbo. Razpisi za financiranje projektov pa bodo objavljeni v letu 2016.
Na spletni strani Javnega zavoda za šport in turizem pa je objavljen razpis za tekmovanje na področju turizma in urejanja vaškega okolja za akcijo Moja dežela, lepa in gostoljubna. Le še do 15. maja imate možnost, da predlagate svoje favorite. Letošnja akcija Moja dežela, lepa in gostoljubna bo že 19. po vrsti. Njen cilj je izboljšati kakovost življenja v okolici, prispevati k večji urejenosti kraja, k razvoju turizma in gostinstva ter spodbujati ekološko zavest prebivalcev. Komisija bo preverila urejenost kraja kot celote, lahko tudi posameznih ambientov in objektov, kakovost turistične ponudbe, kakovost življenja v kraju za prebivalce in goste, varovanje naravne in kulturne dediščine ter varovanje okolja in gostoljubnost. Kot so zapisali organizatorji, Turistična zveza Medvode ima projekt za cilj, da občina Medvode postane tudi dežela cvetja. Da pa bi živeli v zdravem, čistem okolju, pa bo posebna skrb namenjena pravilnemu zbiranju, odstranjevanju in deponiranju odpadkov in skrbi za ohranjanje in varovanje čiste vode in zraka. Še do 15. maja lahko prijavite svoje favorite. Poziv je sicer prvenstveno namenjen turističnim društvom, krajevnim in vaškim skupnostim in javnim zavodom, svoje predloge pa lahko poda tudi vsak občan za 16 različnih kategorij, kot so zasebne hiše, balkoni, vrtovi, tematske poti, gostinski objekti, turistični in javni objekti, javne površine, infrastrukturni objekti, šole in zavodi, kmetije in proizvodni obrati, naravna in kulturna dediščina. Obstaja pa seveda tudi možnost, da komisija podeli pelinov cvet. Akcija ocenjevanja bo potekala od aprila do junija. Zaključek akcije pa, tako kot smo tega že vajeni, s prireditvijo in podelitvijo priznanj najbolje ocenjenim. Počasi se zaključuje obdobje javnih razpisov. Minuli teden so zaključili razpis za sofinanciranje programov športa v letošnjem letu v višini slabih 108 tisoč evrov. Še do ponedeljka pa so aktualni ostali razpisi z področja družbenih dejavnosti. Tako kot leto poprej je tudi letos namenjeno 30 tisoč evrov za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti, kamor sodi tudi dejavnost župnijskih Karitas, medtem ko ima Rdeči križ lastno proračunsko postavko. Enaka količina kot lani, 8 tisoč evrov, je tudi letos namenjena sofinanciranju mladinskih projektov. Prednost imajo letos tisti projekti in programi, ki so prednostno namenjeni preprečevanju zlorabe drog in drugih nevarnih substanc in ki spodbujajo k strpnosti in nenasilju med mladimi. Za sofinanciranje kulturne dediščine je letos predvideno 20 tisoč evrov. Želja Komisije za naravno in kulturno dediščino pa je, da bi se ta namenila direktno obnovi kulturnih spomenikov, manj pa za projekte in dejavnosti društev. 35% manj sredstev kot leto poprej, zgolj slabih 23 tisoč evrov je letos namenjeno sofinanciranju programov turistične dejavnosti. To so sredstva, ki jih za delovanje in projekte prejmejo turistična društva in zveze. Prav tako manj sredstev kot lansko leto, letos le 97 tisoč evrov pa je namenjeno sofinanciranju kulturne dejavnosti v občini Medvode. To je tudi razpis, ki je v preteklosti prinesel največ negodovanja. Pred 3 leti je šla zadeva vse do protikorupcijske komisije, ki je ugotovila, da se pri kulturnem razpisu ne uporablja po zakonu dolžno izogibanje nasprotja interesov in da se do konkretnih ravnanj zunanjih članov razpisne komisije in strokovnih sodelavcev ne more opredeljevati, saj to niso uradne osebe. Zato je postopek zaključila. Na občino Medvode pa je vendarle naslovila opozorila. Že več let pa se govori tudi o tem, da je potrebno pravilnik, po katerem se razdelijo sredstva kulturnikom, končno vzeti v precep. Na stadionu Policijske akademije v Tacnu je včeraj potekalo občinsko prvenstvo v atletiki. Več kot 350 učencev vseh medvoških in vodiške osnovne šole se je pomerilo v 8 disciplinah za veliki atletski pokal in v 6 disciplinah za mali atletski pokal, v upanju, da se uvrstijo na področno in pozneje še državno tekmovanje. Učenci prve triade pa so se pomerili za medalje v troboju. Atletika že vse od stare Grčije ohranja sloves kraljice športov. Vi bi rekli, kateri je glavni vzrok za to, da je res temu tako? Ja, osnovna motorika, to vse iz tega izhaja. Hoja, tek in iz tega vse skoki. Saj veste, da otrok začne s tem dejavnostmi,
najprej lahko rečemo gibalne dejavnosti, ki se potem v motorične, se toliko izpopolnjujejo v teh motoričnih dejavnostih, da so potem dobri športniki. Zato, ker atletika vsebuje osnovne elementarne elemente, to so teki, skoki in pa meti, pa tudi zato, ker sploh na atletskih prvenstvih niso samo atleti, ampak sploh v mlajših kategorijah tudi drugi športniki. Mi danes imamo badmintoniste, imamo smučarje, pa smučarje tekače, skratka košarkaše iz različnih športov, ki so dobri tudi v teh disciplinah. Kot že ime samo pove, so se učenci prve triade pomerili v troboju v 3 disciplinah, v teku na 60 metrov, v skoku v daljino in metu vorteksa. Za mali atletski pokal so se učenci druge triade potegovali v 6 disciplinah, poleg 3 prej omenjenih še v teku na 300 in 600 metrov in skoku v višino. Za veliki atletski pokal pa so se učenci tretje triade pomerili v 8 različnih disciplinah. Namesto teka na 600 metrov tečejo na 1000 metrov, dodana pa je še disciplina met krogle in štafeta 4x100 metrov. Skratka, na stadionu Policijske akademije v Tacnu se je zbralo preko 350 učencev vseh medvoških in vodiške osnovne šole. Ja, lahko rečem, da so s kolegico prijetno presenečeni. Kar nekaj kolajn smo dobili, nismo toliko pričakovali, tako da otroci se trudijo in tekmovanje jim tudi nekaj pomeni. Je interes med mladimi za to, da se tudi v atletiki preizkusijo velik? Interes za šport je pri nas kar velik, v bistvu je ne prav za tekmovalni šport, ampak za to, da otroci v športu uživajo, to je, imamo kar dosti interesa. Trenira jih kar nekaj, predvsem imamo dosti tekačev, je bilo včasih zelo veliko, zdaj se je to malo nehalo, je zdaj zelo veliko plesalcev, potem igrajo badminton, jaz mislim, da tako 20% je takih, ki se kar nekako udejstvujejo. Zdaj pa lahko povem, da to je daleč najbolj množično tekmovanje, šolsko športno in ravno danes zjutraj, ko sem delala statistiko, je to naše letošnje že 18. šolsko športno prvenstvo, v tem šolskem letu pa smo jih opravili kar 36 in to mislim, da so dovolj zgovorne številke, da šolarji oziroma osnovnošolci so zelo aktivni in pa tudi to, da šport očitno še vedno ali pa celo še bolj privlači tudi najmlajše. Tudi atletika. Tudi atletika je popularna, sploh otroci se mi zdi, da zelo radi tekmujejo takole zunaj in pa ne, da samo tekmujejo, celo zelo dobro tekmujejo, čeprav to ni edini smisel šolskih športnih tekmovanj, ampak potem tisti, ki se uvrščajo naprej na področna in potem kasneje še na državna, posegajo po medaljah, tistih najžlahtnejših, tako da lahko rečem, da imamo zelo dobre atlete. Podelili so kar 42 kompletov medalj. Največ zlatih so z občinskega prvenstva v atletiki domov odnesle učenke in učenci osnovne šole Preska. Sicer badminton, danes pa kaj? Ja, atletika, skok v daljino, ja. In kaj ti kaže tale skok v daljino? Ja, ne vem, najbolj sem probam cilje, da probam priti na državno šolsko, ker mi nikoli ni ratal nikjer in letos sem probal na polno zdaj. Sicer ti je atletika kaj blizu ali pač ne? Ne, učitelj za športom mi je nekako povedal tehniko in sem jo probal narediti in mi je v bistvu tudi ratal, zato je tako dolg skok prišel. In koliko je dolg tak skok? 5,34 metrov. In če malo primerjaš to potem na regijskem tekmovanju, kaj to pomeni? Ja, v bistvu bi se lahko tudi boril za medalje na regijskem tekmovanju. Glede na to, da si državna prvakinja, kaj pomeni biti še občinska prvakinja? Kaj ti je današnje tekmovanje pomenilo? Ja, v bistvu sem zadovoljna tudi s svojim metom. Tako da ja, upam, da bo na regijskem tudi tako pa na državnem, da se uvrstim tja. In kaj ti pomeni Vortex? Kaj ti pomeni v tem trenutku, glede na to, da ga že nekaj časa treniraš? Ja, Vortex mi je v bistvu ful mi je zanimiv, tako všeč mi je. Zdaj sem pa začela kopje trenirati in mi je v bistvu tako kopje še bolj. Ampak ne vem, meti sem mi skratka najboljš, tako Vortex kopje, to mi je super. In kakšne lastnosti mora imeti nekdo, ki je v tej disciplini odličen? Ja, v bistvu moraš imeti hitrost, eksplozivnost, vse ni vse v roki, moraš tudi noge, vse res cel telo v bistvu dela, da lahko dobro vržeš.
Ja, stopila si na najvišjo stopničko. Je bilo to tokrat prvič na občinskem atletskem prvenstvu ali ti je to v nogah? Ja, zmagala sem že v krosu, lansko leto se mi je sicer malo ponesrečilo v finišu in me je ena prehitela, ampak drugače pa ni neka novostna. Kako blizu pa ti je atletika oziroma tek? Jaz treniram drugače, večkrat na teden in že kar nekaj časa, tako da mi je kar blizu. Treniraš kje? V Ljubljani, pri Ademasu. In kaj pogrešaš, kakšno atletsko stezo tudi v Medvodah? Ja, malo pa zaradi tega, ker veliko časa izgubim, ker se vsak dan vozim v Ljubljano in še avtobus in tako je kar. Spomnimo, bivši župan občine Medvode Stanislav Žagar je v svoji predvolilni kampanji predstavil kar nekaj slikovnega materiala, kako naj bi izgledal športni park Medvode ob reki Sori ob neslavno propadajoči načrtovani športni dvorani. Županski kandidat in sedaj aktualni župan Nejc Smole pa je v predvolilnem obdobju obljubil le faznost, najprej prav atletsko stezo. Moramo pa vedeti, da atletska steza nikakor ni namenjena samo atletom in pa tovrstnim tekmovanjem, ampak je namenjena ravno zato, ker je kraljica športov atletika širši populaciji, od najmlajših do najstarejših. Na sredini je poligon oziroma igrišče, zelenica za nogomet, tako da lahko se jo poslužujejo vsi športniki, ker vemo, da tek je osnovni element vsakega športa. Lani je bilo za tovrstna šolska tekmovanja, na leto jih je med 45 in 50 občinskih, področnih in državnih, na voljo 29, letos pa zgolj 25.000 evrov. Najdražji so plavalni tečaji za prvošolce, sledi atletika in kros. Športni del oddaje končujemo s kratkimi športnimi novicami. Junakinja uvodnega dela tega tedna je mlada tenisačica Eva Kalan, ki si je predvčerajšnjim z odličnimi predstavami na državnem prvenstvu v Mariboru zagotovila nastop v polfinalu. Tam je včeraj izgubila s 6:3 in 6:2, a vendarle potrdila, da med svojimi vrstnicami sodi v ožji slovenski vrh. Čestitamo! Nekdanja članica teniškega kluba Spin Medvode, od septembra lani pa varovanka ljubljanske teniške šole Maja Matevžič, je blestela že prejšnji teden, ko je osvojila odprto teniško prvenstvo v Kopru. Zmagala je v kategoriji do 14 let in je trenutno na 5. mestu lestvice Teniške zveze Slovenije do 14 let. V sezoni 2014-15 je osvojila že 2 turnirja, še enkrat je bila finalistka, na državnem prvenstvu pa je izgubila v četrtfinalu. Nadarjena tenisačica iz Bil je tako na pragu reprezentance deklic do 14 let. Visoko zmago je minulo nedeljo na domači zelenici zabeležila članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode. V 21. krogu 3. slovenske nogometne lige Center je gostila ekipo Bled Hirter in jo premagala 4:1. Medvoščani trenutno zasedajo 9. mesto na lestvici. Špela Kern, članica slovenske profesionalne kolesarske ekipe BTC City Ljubljana, je osvojila 2. mesto na 17. veliki nagradi Šenčurja, zmagala je njena klubska kolegica Olena Pavluhina. V športni dvorani Medvode pa je že vse pripravljeno za mednarodni badmintonski članski turnir, ki bo trajal do nedelje 10. maja. Mednarodno člansko prvenstvo Slovenije v organizaciji Badminton kluba Medvode je prvi evropski turnir, ki že šteje v kvalifikacijsko obdobje nabiranja točk za olimpijske igre v Riju, kar pomeni, da bo kakovostna raven igralcev še posebej visoka in si lahko obetamo vrhunske badmintonske predstave. Prav zato vljudno vabljeni v športno dvorano na Svetju k ogledu tekmovanja. Jutri bo na sporedu prvo in drugo kolo glavnega turnirja v vseh konkurencah, v soboto so na sporedu četrt in polfinalne tekme, v nedeljo 10. maja še vsa finala, napovedan pa je tudi glasbeni nastop Jane Šušteršič. Neznani voznik osebnega avtomobila znamke Alfa Romeo je z nepravilnim premikom v krožišču v Medvodah povzročil prometno nesrečo, nato pa pobegnil. Vlomilci so tokrat vdrli v hišo v Medvodah, nekdo je poškodoval tujo stvar v Sori, že znan storilec pa je v Zbiljah v trgovini ukradel alkoholno pijačo. Medvoškim policistom je občan prijavil goljufijo, v Valburgi pa so že ulovili lopova, ki je iz pomožnega objekta ukradel kolo. Policisti bodo zoper njega podali kazensko ovadbo.
Pri gradbenih delih v Medvodah so odkrili tromblonsko mino. Ker je namenjena boju proti oklepnim sredstvom, teh pa v naši občini ni, je mino uničil usposobljen tehnik. Na Seničici so policisti opravili ogled pri požaru na testni elektrarni. Medvoški policisti opozarjajo občane, da so na delu storilci premoženjskih kaznivih dejanj. Pri tem občane, zlasti starejše in invalide, prepričajo, da jih spustijo v stanovanje oziroma jih pod pretvezo prepričajo, da stanovanje zapustijo nezaklenjeno, medtem pa so storilci izkoristijo nepozornost občanov in iz notranjosti odtujijo vrednejše predmete. Policisti vas zato opozarjajo, da v svoje stanovanje ne spuščajte neznancev in ne pustite vrat odklenjenih, ko odidete ven, tudi če stanovanje zapustite samo za kakšno minuto. Če opazite sumljive osebe in vozila v vašem okolju, pa vam bodo policisti hvaležni, če jim boste informacije posredovali na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 200, lahko pa tudi na elektronski naslov medvoške policije pp.medvode.pulj@policija.si. Medvoški policisti pa pozivajo tudi voznike, da bodite pozorni na šibkejše udeležence v prometu, saj je v lepem vremenu zunaj precej več pešcev, kolesarjev in voznikov motornih koles. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo, prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjič. Lep pozdrav.